Vsega lepega enkrat konc. In mi dva morava dan zapustiti Kolipe in se seliva na Bali. O moj bog. No, ampak še prej me čaka pa 2 dni dolga pot. Zdaj je za nama že 2 uri ladje, 2 uri Fustišanga minivena, ki nas je vrgel kar nekje in zdaj moramo še s temle, po čemer smo zdaj, priti do najnega hotela, ki ne vemo točno kje je, in potem še do letališča in potem imamo let do Kuala Lumpurja in smo tam par ur in iz Kuala Lumpurja na Bali. Pa da vidimo, kako bo to izgledalo. Začetek je kar obetaven tele najine poti. Katka je zablokirala en hotel, srednji česar, ful pocen. Izgleda je zelo neobetavno, ampak je prav pasalo biti v takem hotelu za en dan, da smo majčkeno se spočila. Midva smo se zdaj čekirala na let do Kuala Lumpurja in ker je to najin zadnji obrok na Tajskem, sva si prvošla nekaj tipično tajskega. Jaz recimo jem špagete s piščancem. Jaz pa piščanca z japonsko teriyaki. Tipično, tajsko. Včasih si želim, da bi majčken več plačala, pa bi dobila kaj za jesti na teh letalih. Ja pa kaj, pa smo šla na kavo v McDonald's. Pripravljena na naslednji let. Polovica poti je za nama, zdaj smo v Kuala Lumpurju, kjer bova čakala še eno urco, zdaj smo se lepo najedla, spila bova kavico. In potem se sedamo še na en Air-Asia let in zvečer o 9:30 pristaneva v Denpasarju. Upam, da ne bo take turbulence kot na zadnjem, ker sem se kar malo posral, majčken posral. Ja, tako. Moram pa priznati, da imam šibko točko na velika letala. Evo, gremo na letalo. Niko, te treba čas zapraviti te 3 ure. Tako da kaj boš ga delati tako pisati blog. V bistvu zdaj pišem predlog poceni potovanja po tajskih otočkih, zato ko imamo še ful stvari v glavi in če ne bom dal tega zdaj ven, bom pozabil. Dobro jutro. Evo, pa smo na Baliju. Dolga pot je bila. Je bila ful naporna. In zvečer sem si prvošla še eno pivo. In Bali nam je dal za ušnico. Že prvi dan. kakšno? Plačala sem za banko za 100.000 indonezijskih rupijev in ga je on zamenjal hitro kot čarovnik in rekel, da sem plačala z 10.000. Malo sem se še upirala, ampak na koncu je bil vsem to prepričljiv, da sem mislila, da sem se zmotila, ampak na koncu, ko sva preštela finance, sva videla, da je res čarovnik, da ima ful hitre prste. Preveč sva se sprostila. Zdaj sva v Indoneziji in zdaj morava paziti. Ja, tako. Pač, se zgodi. Kaj ćemo zdaj? Gremo se malo sprehoditi po Kuti. Kuta nama sicer ni tako zdaj, da bi bila noro navdušena nad njo. Ljudje so majčkeno naporni. Ja, majčkeno naporni in pol tudi neka taka reakcija naravna najina je, da tudi pol mi postanemo malo tako nji. Ampak okej, zdaj imamo en dan sam tukaj. Eno noč smo že prespala, eno noč še prespiva, potem gremo naprej, ampak zdaj bomo vse majčken izkoristila tule, da gremo malo pogledati tole Kuto, kaj je kaj novega, takrat, ko smo bila nazadnje tukaj.
Nazadnje sva bila v high season, zdaj je pa totalen low season, ful malo ljudi, prazni hoteli, tako da se da ful barantati. Leta 2002 se je na temle mestu, točno tukaj, zgodil teroristični napad. Mislim, da je nekdo vrgel bombo v enem lokalu. Tukaj so pa napisane vse žrtve. Zdaj pa čas, da nekaj pojeva. Indonezijska kuhinja sploh ni tako slaba, čeprav večinoma zgleda tako malo, ne tako privlačna, pa sveža kot tajska, se najde ful dober. Tole nasi goreng, sajur z zelenjavo, ful dober. Zelena solata iz Slovenije očitno. Jaz imam pa ayam goreng, to je cvrt piščanc, malo riža, pa tele krekrčke. Recimo proti Tajski je zdaj na Baliju noro vlažno. In ko so nam prvič rekli, da imajo bazen, smo rekli, ne, saj ne bomo šla. No, mislim, da bo treba iti počasi, ker teče znajo. Najino sobico bomo še pokaževa. Pol bo treba iti pa mečken posijestirat. Tale soba stane 13 € na noč. Poglejte tole čudo tamle gor.